Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocojšnja oddaja je namenjena spominu na enega najboljših rokometašev, ki so igrali v našem celjskem rokometnem klubu in pa seveda v svetovnem merilu. Edvard Kokšarov se je poslovil žal mnogo prehitro pred enim tednom. In zbrali smo se delček nas, ki smo ga imeli radi, ki smo ga poznali, ki so ga poznali, ki so z njim igrali, in v nocojšnji oddaji bomo na ta način strani televizije Celje namenili poklon enemu res največjih, kar jih je bilo v Celju, zlatemu kapetanu Edvardu Kokšarovu. In zato v studiu počaščena pozdravljam takratnega člana uprave, dolgoletnega člana uprave, gospoda Andreja Šušteršiča. Dobrodošli, dober večer. Dober večer. Gospod Šušterič, čast mi je gostiti človeka, ki je dejansko med tistimi krivci, ki so ob mnogih generacijah seveda garali za tisto najplemenitejše in česar je bil del tudi naš Edi. In nocoj bova na kratko obudila spomin, kako je prišlo do tega, da smo v tistih časih lahko pripeljali igralca takšnega kalibra, kot je bil Edi Kokšarov. Vemo, da je bil olimpionik ruski, vemo, da je dosegel praktično vse, kar se je dalo doseči v rokometu, in takšen rokometaš je prišel v Celje. Kako vam je to uspelo? Ja, treba za začetek povedati, da odkar je klub prevzela Pivovarna Laško, da je klub potem počasi rasel, predvsem bi rekel, po rezultatih. Vsako leto smo bili nekje boljši in seveda vsako leto smo imeli boljšo ekipo, in dejstvo je tudi, da je zelo veliko igralcev, predvsem iz vzhoda in bivše Jugoslavije, želelo priti v Celje. No, in leta 1999 smo se s pomočjo takratnega trenerja Seada Hasanefendića dogovorili tudi z Edijem Kokšarovim. On je bil takrat predtem, leta 1997 je bil z rusko reprezentanco svetovni prvak, in predtem predno je zaigral tisto sezono 1999-2000 za Celje, je bil, mislim, da bron ali srebro tudi na Evropskem prvenstvu. No, in kasneje je potem v našem dresu, bi rekel v našem dresu, čeprav je igral seveda za rusko reprezentanco, ampak kot naš član je potem dosegel še olimpijsko zlato, mislim, da še eno srebro ali bron na Evropskem prvenstvu, bil 5-krat v prvi postavi na svetovnih in evropskih prvenstvih, tako da je bil res, bi lahko rekli, najtrofejnejši naš igralec, če vzamemo celotno obdobje, zgodovinsko obdobje rokometnega kluba Celje. Bila je velika čast. Kako se je odzval in kakšni so bili ti stiki takrat? Je bilo težko pripeljati takšnega igralca? So tudi takrat menedžerji upravljali te zadeve? No, mi smo te igralce pridobivali na različne načine. Nekatere z menedžerji, nekatere pa tudi posebej z posredovanjem trenerja, v tem primeru recimo z Hasanefendićem. In moram reči, da potem je tudi Edi priznal, da je recimo tudi tisto prvo sezono, ko je bil v Celju pod taktirko Seada, da se zelo veliko naučil in dopolnil svoje rokometno znanje. Tako da imeli smo različne načine, na kakšen način pripeljati katerega koli igralca v Celje. Edi se je zelo hitro prilagodil, kaj ne? Ja, Edi je bil zelo prilagodljiv. Kmalu je dobil vzdevek železni Edi, ker je bil, bi rekel, nepremagljiv. Skratka, bil je neuničljiv. Kljub temu, če povem mogoče tudi tisto njegovo malo drugo plat, da je zelo veliko kadil, ne. In zmeraj po vsaki tekmi, ko se je izkašljeval, smo vsi z grozo to gledali in poslušali, ampak nas je zdravnik dr. Čajevec nas je miril, pač Edi je tak, ne brigajte se za njega, on je v redu, ni nobenega problema. Njegovo telo je navajeno. Tako da to je bilo med drugim tudi taka, recimo, stvar pri njemu. Tako je. Kaj pa jezikovna bariera? Vemo, da se je s časom potem zelo lepo naučil govoriti slovensko. Kaj pa od začetka?
No, od začetka je pač malo mešal ruščino in tako dalje, ampak smo se sporazumeli, tako da ni bilo problema, se je pa hitro naučil slovenščine, tako da je potem, bi rekel, skoraj tekoče govoril slovensko. Tako je. In v Celje je pripeljal tudi soprogo in si ustvaril družino tukaj. Tako, ja, tako. Oba otroka njegova sta rojena v Celju in on še danes pravi, da je Celje, oziroma je pravil, se upravičujem, da je Celje njegov drugi dom. Slovenija njegova druga domovina. Tako, njegova druga domovina in bilo mu je res vedno veselje prihajati v naš klub in preden nadaljujemo, nocoj bomo imeli več gostov, zato bomo, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, z vsemi na kratko obudili spomin, zato da bomo lahko v studiu gostili čisto vse in pa seveda, da se bomo lahko podružili tudi s tistimi, ki nas čakajo na telefonskih linijah oziroma z posnetki, ki smo jih pripravili, ker so pač večina te ekipe je v tujini. Pa čisto vaš intimen spomin na Edija, morda kakšen vaš zasebni in pa seveda kakšno sporočilo bi vi dali mladim igralcem v zvezi z Edijem in pa njemu osebno, tja za Maurico? Ja, Edi je bil dejansko zelo preprost človek, bi rekel. Imela sva kar nekaj stikov, prišel večkrat tudi k meni v pisarno v Cetis. Najbolj se mi pa vtisnil spomin potem, že ko sem šel iz kluba leta 2008, on pa zatem leta 2011 in ko sem praznoval 70-letnico, mi je poslal preko videoposnetka čestitko takrat iz Rusije, tako da to mi ostane v živem spominu. Takrat nisem mogel premagati oka, seveda. Seveda, verjamem. In verjamem, da kolikor poznam stvari v našem klubu, vsaka ekipa, vsaka nova generacija so vaši otroci. In vem, da doživljate Edijev odhod kot odhod enega od vaših otrok. Ja, tako, res. Spoštovani gospod Andrej, hvala za vaš čas, ki ste ga namenili spominu na našega Edija. Sedaj pa bomo, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pogledali posnetke ljudi, ki so spremljali njegovo kariero, morda čisto od prvih dni. Pozdravila nas bo poslovna sekretarka našega kluba, gospa Renata Prelogar, in pa naš fizioterapevt, gospod Miri, ki je z njim vzpostavil in vzdrževal vse do zadnjega res posebno prijateljstvo. Prosim, režijo. Z Edijem smo prišla skoraj istočasno v klub. Takrat je bil trener gospod Hasan Efendić. Ne moram sicer komentirati rokometnega dela, tu itak vemo, da je bil legenda. Lahko pa povem, da sva midva sodelovala pri urejanju dokumentacije za prebivanje, tako za njega kot za njegovo ženo. Oba njegova otroka sta se rodila v Sloveniji, tako da velikokrat, ko je prišel v pisarno, smo se pogovarjali o življenju v Sloveniji, o življenju v Rusiji. Potem, ko je šel, načeloma nismo imeli nekih stikov do pred par leti, ko smo urejali neko dokumentacijo. Takrat sem se slišala tako z njim kot z vsemi fanti, ki so leta 2004 osvojili Ligo prvakov. Želim si, da bi bilo več takih ljudi na svetu, ki so res srcem delali to, kar so delali. Svet bi bil mnogo lepši, tako da Edi, hvala. Spoznala smo se leta 1999 v Zagrebu na Evropskem prvenstvu. Takrat smo prvič postavila stike in že takrat je bilo jasno, bil je najboljših igralcev na svetu, tudi v ruski reprezentanci. In takrat smo ga mi začeli že na tekmah, da bi prestopil v Celje Pivovarno Laško. In zato, ko se je končalo prvenstvo, je res prišel v Celje in bila smo skoraj 8 sezon skupaj v Celju. V tem času smo osvojili ogromno, bili smo evropski prvaki, državni prvaki velikrat, pokalni, super pokal osvojili, potem svetovni pokal,
Bila sva zelo dobra prijatelja, družila sva se vsak dan, skupaj sva hodila na kosilo. Bil je tako dober človek, pomagal je navijačem. In zmeraj na pripravah sem skrbel in tudi v klubu za njega, da mu je bilo najboljše in da smo takoj pripravila in zrihtala vse poškodbe, ki je imel. Za konec bi povedal, da takega človeka, športnika v našem športu še ni bilo dolgo in ga tudi dolgo ne bo. Naj se tudi mladi ozrejo po njemu in igrajo tako kot on, naj si pogledajo kakšne tekme, da bojo videli, kaj je bil Edi Kokšarov. Ohranil ga bom v dobrem spominu, prijatelj moj, počivaj v miru. Edija sem kot mlad rokometaš začel spremljati v bistvu v trenutku, ko je on leta 1999 prišel v Celje. Kot zvest navijač sem z očetom še hodil na tekme v Stari Golovec, kjer se je Edijeva kariera začela v Celju na klubskem nivoju iz sezone v sezono samo napredovati. V reprezentančnih dresih je kazal odlične predstave in prav tako v Celju. Zelo hitro je postal sinonim za borbo, za predanost in za lojalnost klubu, ker biti kot tujec 12 let v enem okolju je res dosežek, ki govori sam zase, pove veliko o tem, kakšen človek si v prvi vrsti in športnik. Občudovali smo ga, za njega ni bilo bolečine in skozi ves ta čas, ko sem ga spremljal kot evropskega rokometnega zvezdnika, je potem tudi bil moj privilegij in pa čas, da sem z njim lahko eno sezono delil slačilnico, tudi dosti blizu smo v garderobi sedela. Zelo rad se je pogovarjal z nami, nam delil nasvete, bil je super, bil je tudi strog do nas mladih, ampak samo z namenom, da je iz nas vlekel mogoče nekaj več, kar smo sami si predstavljali, da sploh je v nas in zato se mu seveda zahvaljujem. Nažalost nas je prehitro zapustil, verjamem, da je v njem bilo še veliko rokometnega ognja in želje, da bi mladim igralcem prenašal vse svoje znanje in izkušnje, ki jih je imel, ampak v naših srcih in v spominu bo ostal zapisan z velikimi črkami. Tako, spet smo nazaj. V posnetkih ste lahko videli našo poslovno sekretarko iz kluba, videli ste lahko fizioterapeuta dolgoletnega, ki sedaj žal ni več v klubu, in pa videli ste lahko Urbana Lesjaka, golmana, znanega, tudi ljubljenec celjske publike. In pa v studiu z mano sta Luka Žvižej in pa spoštovani Tone Tiselj. To sta igralca dva, se pravi Lesi in Luka Žvižej, ter spoštovani Tone Tiselj, trener, ki so delali kasneje ali pa prej z Edijem. Pa začnimo kar pri gospodu Tonetu Tislju. Vi ste bili njegov trener. Ja, dobro večer, res to je ena zelo žalostna novica. Jaz lahko povem, postal sem trener Edija, ko je Edi praktično že vse osvojil v življenju, kaj je bilo potrebno. To je bilo v sezoni 2008-2009. Bi pa povedal nekaj iz sezone 2009-2010, ko smo sestavili neko novo ekipo, novo ogrodje in smo začeli z, bom rekel, team buildingom pa sociometrijo na Celjski koči. Se pravi, mi smo poskušali v situacijah, na katere igralci niso tako navajeni videti, kdo je lahko vodja, kako se obnašajo, kako sodelujejo. Bilo je več različnih nalog in Edi bil od začetka malo skeptičen, je bolj ko ne opazoval, kaj se dogaja, potem pa, ko je videl, da pač stvari ne grejo v pravo smer, pa je on prevzel vlogo. Se pravi, enkrat je bilo tako v narekovajih kot neko preživetje, ne? Se pravi, fantje so morali v potoku v Zagrado sami naloviti ribe na roke, jih spucati in potem tudi speč, ne? In Edi je to najprej opazoval, pa je videl, da to ne gre in potem je stopil v akcijo, on je bil znan ribič, to na hitro je lovil ribe, spucal, spekel in se je pokazal kot, rekel, tudi na tem nivoju, da zadeve obvlada tudi izven igrišča. Druga stvar je bil pa ne paintball, mislim, da smo igrali airball, nekaj takega, se pravi, to so tiste krogice. Bili smo razdeljeni v dve ekipe in tam smo iskali
kdo bi bil lahko primeren tudi za liderje. In Edi je tudi v teh igricah, to so bile igrice, ampak ljudje, ki smo to nadzorovali, sicer te zadeve ne bi smel javno govoriti, ker je to kao sociometrija, pa to je skrivnostno, ampak zdaj lahko povem, smo iskali, kdo je res resničen pravi lider ekipe, lahko tudi izven igrišča. In tudi pri teh igricah je Edi pokazal vso svojo veličino in vodil je zgledom. Ni veliko govoril, razporedil je svoje može v obeh akcijah in takrat, ko so napadali in takrat, ko so se branili, bil je v prvih bojnih vrstah in tudi tam je zgledom vodil tako, kot je vodil na igrišču in pokazal je še enkrat, da je to človek, v katerega vsi verjamejo in zaupajo in tako, kot je bil lider na igrišču, je bil lider tudi tam izven igrišča in ostal je kapetan naprej in Barko uspešno Celjsko vodil tudi v svojih poznih igralskih letih. Res je. Sta ohranila kontakt tudi kasneje, kdaj še, ko je odšel iz Celja? Jaz moram reči, da nisva. Mal sem vedel, kako se je njegova, pol karijera odvijala kot trenerja, ampak nekega stika pa jaz z Edijem nisem imel. Moram reči, da na začetku, prvo leto, ko je bilo v Celju, je bilo kar stresno, nismo niti je bilo za vse zelo težko, ampak leta 2009-2010 smo pa začeli dobro sodelovati, začela smo se razumeti, tudi ekipa je dobro funkcionirala, on je dober vodil in železni Edi mogoče je ravno zaradi tega, ker je bil preveč železni, ni nikoli nikdar popuščal, tudi ko bi moral počivati na igrišču, je hotel igrati, ni hotel počivati in ker mi je znano tudi v teh zadnjih obdobjih, ko je bil trener, enako je vse, kar mi je bilo svetovano, da mora počivati, Edi je pač bil tak, da nikoli ni počival in nažalost se je zgodilo to, kar se je zgodilo, je pa to ena res veličina rokometna, ker da si ti kapetan ruske reprezentance in da z njo osvojiš vse, kar je možno, je res nekaj izrednega, velikega in Edija se bomo v tem pogledu res vsi spominjali in on je bil, kako bi rekel, ne samo pri nas v Celju, ampak v Evropi in svetu je bil legendarni ruski kapetan. Lahko pa rečem, da sem se prvič z njim srečal leta 1995, takrat so Rusi postali mladinski svetovni prvaki v Argentini in mi smo bili takrat tam z mladinsko reprezentanco in Edi je bil že takrat nosilec te igre. Je bila pa tudi ena zanimiva zadeva, praktično od Buenos Airesa do Mendoze, kjer smo mi igrali 1300 km in mi in Rusi smo se tja peljali z avtobusom, vse ostale reprezentance so pa letele z avionom in od takrat naprej, od leta 1995, ko so bili mladinski svetovni prvaki, pa vse do, lahko rečem, tudi zadnjo kolajno, ki je osvojil, smo bili mi zraven, nažalost, takrat na olimpijskih igrah v Atenah in Edi je bil takrat so imeli v Rusiji res fantastično ekipo, to je bila zadnja velika medalja, ki so jo osvojili in Edi je bil tudi takrat en ključnih členov, da smo, rečemo, da so nas v bistvu premagali v dokaj izenačeni tekmi. Še morda čisto sklepna misel, osebna? Ja, jaz lahko rečem, da takih igralcev, ko je Edi, si vsi trenerji res želimo, kajti to so igralci, ki opravijo ogromno dela na mesto trenerja in to bo ena velika rokometna bolečina za vse nas rokometne delavce in res je neverjetno, da se te zadeve tako hitro zgodijo in Edi bo zavedno zapisan kot eden največjih ne samo levih kril, ampak rokometašev, ki so kdajkoli igrali na svetovnem rokometnem parketu. Hvala, Tone. In z nami je Luka Žvižej, otrok Celjskega rokometnega kluba. Veliki uspehi so tudi za tabo, Luka, midva se tikava že dolgo in imel si čast biti v ekipi, ko je bil tudi Edi, oziroma imata tudi neke skupne, lepe, zanimive spomine. Ja, sigurno. Jaz sem bil v bistvu z Edijem dvakrat v Celju skupaj, se pravi v tistem obdobju, ko Edi začenjal v Celju in se postavil na zemljevid, ne samo klubskega, mislim na tej mednarodni sceni oziroma reprezentančni sceni, je že bil prej. Pa potem v bistvu v njegovi zadnji sezoni, ki je v Celju odigral, tudi na zadnji tekmi,
ko se je ura zaustavila v 23 minut 23 sekund, kjer je Edi ponovno vstopil in izstopil potem iz parketa, tako da smo se, bom rekel, poslovili iz celjskega dresa. Bil je pa v bistvu, bom rekel, lahko nam vsem mlajšim velik vzor, res njegova nepopustljivost je bila neverjetna in ne samo, da je bil železni Edi, on je bil še kaj druga, res je bil zelo čvrst, recimo, če si se v njega zaletel nepripravljen, je bilo tako, da si se zaletel v betonski zid, res neverjeten in bom rekel tako, bila smo na isti poziciji in zaradi njegove igre jaz nisem dobil veliko priložnosti. So pa bile situacije, ko se je Edi na večer pred, se pravi, pomembno tekmo naslednji dan poškodoval z tako orng poškodbo, se v bistvu po meni, bom rekel, je bilo tisto meni, jutri bom pa igral. Naslednji dan, ko smo prišli, je Edi enkrat s takim gležnom igral, naslednjič igral s trgano mišico, pa to ne, da je igral na stop, ampak on je dal takrat 10 golov. In bil dejansko najboljši in bom rekel, da je tudi bil en od razlogov, da sem jaz takrat šel svojo pot, ker sem enostavno videl, da je bilo dosti neke šole in da bom jaz tudi mogel svoje minute igrati oziroma iskati nekje drugje. No, po večjih letih sem se pa vrnil in smo ponovno skupaj zaigrala in res bom rekel, bojo lepi spomini in tudi Edi ima svoj tisti del v moji karieri oziroma kar sem lahko jaz od njega vzel, tako da tudi po karieri smo se parkrat videla, še ko je bil dejavn v Vardarju v Skopju, ki ni več bil kot ne igralec in ja, imeli ga bomo res v lepem spominu in tako so že tudi predhodniki pred mano povedali, on je dejansko legenda svetovnega rokometa. Torej, Luka, na nek način lahko tvoj primer prikaže, kako je v vsakem slabem nekaj dobrega, kaj ne? Na ta način si se dejansko odtisnil potem v tujino, zgradil svojo zelo dobro, lepo kariero in ostali ste prijatelji. Ja, normalno. In zato imamo radi šport. Ne, šport je pač to. Jaz sem takrat videl, da jaz sem šel iskat priložnost, ampak je pa res, da sem imel pred sabo nekoga, za katerega si se mogel res potruditi, da si dobil tiste sekunde in bom rekel, ko je bilo najtežji, si se lahko spomnil na njega in ti je to pomagalo. Tako da, bila smo soigralca, bila smo nasprotnika v ekipi oziroma v ekipah in na klubski in reprezentančni sceni. Nista bila tudi nekje Cimra, neka zgodbica obstaja? Ja, zadnje priprave v Celju smo bila pa tudi Cimra, se pravi te zadnje poletne priprave, smo bila Cimra, tako da ja, te zadnje priprave sem jih preživel z njim v sobi in takrat je recimo bil čist drugačen pogovor, kot pa, ne vem, 7-8 let prej, ko sem jaz bil še na samem začetku. Edi je tudi, bom rekel, se boril za tisto svojo minutažo. Tu so bile pa že drugačne debate, drugačni pogledi, kaj bi mogli delati, kaj smo narobe delali, kako bo izgledalo to, če bomo mi enkrat trenerji. Tako da, ja, pač, kaj naj rečem. Morda neko osebno misel v slovo? Ja, imel ga bom sigurno bom rekel, v enem posebnem predalu in se ga bom vedno spominjal in bom rekel, on je tudi eden teh glavnih krivcev, da je Celje postavil na ne evropski, ampak na svetovni zemljevid v rokometu. Iskrena hvala obema za vajen čas in da sta se prišla tako z nami na naši televiziji posloviti od našega Edija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj pa si bomo ogledali še nekaj posnetkov iz tujine nekdanjih Edijevih celjskih soigralcev. Sporočil bi mu, da upam, da sedaj vidi, kako se je zapisal v Celju, ko je res mnogo ljudi šokirala ta vest in mnogo ljudi se je spominjalo njega v res lepi luči. Celju je prinesel zlate čase in vsi si ga bodo zapomnili po nadimku Železni Edi. Prav v tem tednu me je eden izmed igralcev vprašal, zakaj prav ta nadimek.
in sem mu dejal, da to je bil igralec, ki je igral poškodovan, bolan, s počenimi kostmi, z strganimi mišicami. Nič ga ni ustavilo in vedno je dal 100% na igrišču zase, za ekipo. In prav zato ga cenijo tudi navijači celjski, slovenski in tudi navijači nasprotnih ekip. Nasprotnim igralcem pa je vedno nagnal strah v kosti, tako da upam, da sedaj vidi, v kakšni luči je pravzaprav bil zapisan v Celju. Za mene Edi bo vedno ostal v mojih spominah kot veliki človek, kot prvo, kot pravi prijatelj, človek, na katerega se vedno lahko zaneseš. On je bil pravi šampion, vedno igral z srcem in do konca šel je vedno na glavo, da bi njegova ekipa zmagala. Mislim, da smo zvestni tega vsi, kateri igrali z njim in vsi navijači, kateri spremljali tekmi Celje Pivovarna Laško. In to je res velika zguba za svetovni rokomet. Kot sporočilo njemu bi lahko samo rekel, da dragi Edi, počivaj v miru. Ti boš zavedno ostal v naših mislih, srcah in glavah. Vedno bomo imeli tebe pri sebi. Kot mladi Ruk, ki sem ravno stopal na rokometno sceno, sem imel posebno čast, da sem bil z njim na vsaki kavi pred našim skupnim treningom. Ti trenutki so mi ostali globoko v spominu. Pogovarjali smo se o rokometu, o težkih ovirah, sanjah, načrtih in v življenju nasploh. Njegova filozofija je bila edinstvena. Bil je pravi rusko-slovenski železni Edi, nezlomljiv. Za vsako bitko in za vsako oviro je globoko govoril, da je dosegljiva, in to pokazal na igrišču. Od njega sem se naučil eno najpomembnejših stvari v življenju. Nikoli ne odnehaj. Če imaš pravi cilj v srcu, vloži vse svoje srce, vso moč in trud in prišel boš do njega. Železni Edi, ali kot bi rekli tukaj na Norveškem, mašin, hvala ti iz srca za vse, kar si mi dal. Tvoja moč in borbenost me oblikujeta še danes. Edi, tja za Mavrico, ti z vsem srcem sporočam, počivaj v miru, moja legenda, moj kapetan. Nikoli te ne bomo pozabili. Nekaj posnetkov smo že videli, nekaj še bo v nadaljevanju. Naj povem, da sem si dopisovala z Urbanom Stoparjem. On je bil najmlajši član vaše zmagovalne ekipe. In tako bom začela. Ta naslednji sklop pogovorov v studio bodo prihajali oziroma sta že prišla. Pričakujemo še našega selektorja, gospoda Uroša Zormana, člana najtrofejnejše ekipe v Celju. Ekipe, ki je posegla po sanjah in nam zmagala Ligo prvakov in nam prinesla tisti najlepši pokal. Lepo pozdravljena Marko Oštir in pa Gregor Lorger, bivša soigralca našega Edota. Skupaj ste dosegli, kar se je dalo doseči. Dobrodošla v studiu in prosim, da mi najprej, tako čisto za začetek, vajine prve spomine povesta, kako se spomnite tistih prvih začetkov igranja z Edijem, kdaj se je to zgodilo. Najprej Marko, prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem dejansko prišel v Celje Pivovarno Laško leta 2001. Moram povedati, da nisem kot mlad rokometaš sem se vedno želel, da bi igral na rokomet na nekem vrhunskem nivoju. In ko sem dobil klic iz Celja, najprej sploh nisem verjel, da se Celje tudi zanima za mene. In sem bil zelo vesel in počaščen, da sem prišel v Celje. Tam leta 2001 sem kot mlad nadobunden rokometaš
prišel v ekipo samih zvezdnikov in tudi Edvard Košarov je bil eden od njih. In že od samega začetka je res bil znan po tej svoji borbenosti, nepopustljivosti. Bil nam je bolj z dejanji nam je bil zgled, ne pa bolj z besedami, bil predvsem bolj redko beseden. Znal se je pa tudi zelo pohecati, se pravi, jaz se ga dale manj kaj kurjo kožo, se ga spomnim, vedno recimo, ko me kaj uspelo, pa kaj takega, je imel tak specifičen nasmešek, se pravi, se je videlo, da se je iz srca razveselil in je tudi recimo nam dal recimo to, da smo vedeli, da res ne smemo nikoli odnehati. In tudi prvo leto sicer, ko smo bili, se pravi, sezone 2001-2002 ni bila najbolj uspešna, ker se je pač zgodila ta sezona, ko so bili prvole državni prvak, ampak to nas v bistvu ni potrlo. Mi smo gradili naprej, ekipa se je tudi malo spremenila, pomladila, tudi mi, tudi mlajši igralci smo dobili več veljave in leta 2003-2004 pa je bila ta pika na i, ko smo usvorili vse lovorike, ampak jaz mislim, da še več kot vse te lovorike, ko smo v tej sezoni usvojili, šteje prijateljstvo, ki smo jih pa dejansko zgradili za celo življenje. Tako, in o teh bomo še malce bolj spregovorili z vama. Najprej, Gregor, prosim, kakšni so tvoji spomini na prva srečanja, prva igranja z Edijem? Ja, tudi jaz, ko sem bil prvič priključen članski ekipi leta 2000-2001, to je bila ekipa zvezdnikov v tistem času. Na vsak trening je izgledal, ker mi smo gledali na te igralce malo zviška, malo strah, malo spoštovanje in ko si enkrat ko postaneš del te ekipe, v garderobi vidiš, da so to zvezdniki, ampak čisto normalni ljudje, od katerih smo črpali znanje, ki so nam ga dali. Vsi so bili od prvega dneva pripravljeni pomagati z nasveti in tako tudi na treningih. Če se vrnemo na Edija, se spomnim, po vsakem treningu je rekel, mali, pojdi na gol, pa smo šutiral svoje pozicije skrila ali pa 7-metrovke. Se pravi, še po treningu je še delal. In kot zanimivost, to je rekel, jaz imam 10 strelov, 9 jih moram dati, da zmagam. Je rekel, imam en strel imam, da zadanem štango ali pa tebe stojno nogo, da zmagam. In že tu se kot mlad igralec naučiš te vztrajnosti, ker on je rekel, jaz moram vse zabiti, da zmagam. Takšen je bil. In zagotovo imata tudi kakšne zabavljive spomine. Teh se bomo dotaknili, ko še pogledamo 1-2 posnetka ali 3, namreč iz tujine so nas poklicali še nekateri vajni soigralci in potem po njihovem javljanju bomo še nadaljevali s to zanimivo temo. Koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim u studiju i sve ljude pored malih ekrana koji imaju priliku da prate i gledaju ovu današnju emisiju posvećenu našem nedavno preminulom Ediju. Voleo bih iskreno da vam se obraćam i govorim iz nekog drugog lepšeg razloga i motiva i povoda, ali Edijevoj porodici želim da izjavim iskreno saučešće u bolu i tuzi i nenadoknadivom gubitku i sina i oca i vrhunskog čoveka i prijatelja i sigurno jedan veliki gubitak za sport uopšte, a posebno rukomet u kome je Edi bio jedan jedini i neponovljiv. Ja bih voleo da u životu postoji, iako postoji, ja verujem da je i bolje i lepše i radosnije i u Božjem zagrljaju drugo poluvreme, život. I molim se Bogu da je to tako i da bude i ostane Edi u njegovom zagrljaju jer je zaslužio
i mir i blagoslov i zaslužio je sve ono što je kroz život davao i porodici i svima nama pored njega, gdje smo pored njega bili i postali i bolji ljudi i bolji igrači. Teško je sve utiske i uspomene povezati u par minuta, obzirom da smo mi puno stvari zajedno prošli na terenu i van njega, samo što smo imali tu sreću da u sportu imamo drugo poluvreme, a u životu to drugo poluvreme je jedan gubitak koji nas na neko vreme razdvaja od onih koji su obeležili naše živote i koji su zaslužili i naklon i poštovanje i ispraćaj kao vrhunski ljudi, ratnici, pobednici i kao ljudi velikog srca i duše. I sve ono što kada prvo pomislim na Edija je jedna ozbiljnost i taj ratnički pogled iza kojeg sam uvek znao i imao priliku da doživim se krije jedna velika emocija i senzibilitet. Jedan čovjek velikog srca koji je bio prijatelj, znao da pruži ruku, znao da pomogne i koji je uvek išao napred. I voleo bih da u srcima svih ostane jedna velika ljubav koju nam je Edi poklanjao na svoj način, u mislima jedna radost i jedan veliki respekt i poštovanje prema čoveku koji je dao sebe celog da bih sve ljude koji su dolazili tolike godine i sve nas pored njega učinio boljim, radosnijim i srećnim. Učivaj u miru, moj brate, i neka ti je laka zemlja. Bog te blagoslovio i pomilo. Pozdravljeni Celjani, pozdravljeni Florijani, Slovenci, pozdravljena Dragana. Povod kojim se danas javljam, povod koji nas je sve iznenadio, zatekao i pre svega izuzetno rastužio. Moram da kažem da sam se čuo sa Edijem posle njegovog prvog moždanog udara u januaru mesecu i tom prilikom mu poželao brz oporavak. A Edi, hladan kako ga pamtim, zahvalio se i samo rekao: sve je okej, brate. Čelični Edi, takav je bio. Bili smo komšije, živjeli u istom kraju, delili uglavnom dobre trenutke, roši gotovo da nije bilo. Edi je bio divan prijatelj, sjajan saigrač, fenomenalni igrač. Čast mi je da sam igrao sa njim i osvajao titule sa njim, ali igrao sam i protiv njega. Ali za čitava generacija ta nije bila sjajna. I kao što je bio slogan celjskih šampiona "Vsi za enega, jedan za vse", tako se i od tebe, dragi moj Edi, opraštam. Do sledećeg susreta i nekog ponovnog vrha Evrope. Neka te anđeli čuvaju, dragi moj brate. Tako, slišali smo Dejana Perića, slišali smo Žikico Milosavljevića, boleče je, zelo boleče za vse, in v tem času, ko je bilo njuno javljanje, se nam je v studiu pridružil tudi spoštovani selektor Uroš Zorman. Dobrodošel, dober večer. Lep večer.
in s tvojima soigralcema sem že manjši uvod naredila, pa bom še tebe vprašala, hvala, ker si se pripeljal takoj po treningu iz Ljubljane. Kakšni so tisti tvoji čisto prvi spomini na tvoje spoznavanje z Edijem in na tiste čase? Ja, v bistvu, zdaj bi rekel jaz tako, no, da z Edijem so se že prej malo tipala, spoznavala. Ne. Ko sem bil še v Ljubljani, če sem čisto lahko iskren, oziroma se pravi te prvi občutki, oziroma te prvi neki stiki z njem, ko je on prišel v Slovenijo. Nam nikoli pozabil njegovega stavka, bom rekel, proti koncu moje, bom rekel, lahko rečemo na rokovajih karijere v Ljubljani, glede na to, da je on v Celju igral zmer to neko špico, 5-1 obrambo, jaz sem bil ta srednji in v bistvu on je imel rad kontakt, jaz rad kontakt, zmer so se v bistvu, on je mene branil, jaz njega napadal zmeri in v enem trenutku je rekel, Uroš, a ne bilo bož, da bi mi kdaj skupaj zaigrala, ker tole vam je rekel že dosti, tole skozi se neki tepava, na koncu noben ne zmaga v bistvu na najim duelih in ja, to je bil ta Edi, v bistvu potem, ko sem prišel v Celje, kaj ne rečem, bom rekel, nek vzor profesionalizma, ja, ni zastojno, da mu rečejo železni Edi, ja. Drugo, bil je na igrišču neizprosen, tako kot so že naši kolegi rekli, v bistvu tej delu izmeri božga, ja. Glede na to, kako je on v tistih svojih letih, glede da je bil starejši od nas, treniral, kako je delal, ti si nisi upal, da bi kaj se švercal, v bistvu na koncu. Tako da, kaj to pomeni, se pravi s temi, je tudi tebe delo božga in tako naprej, tako da, se pravi, že vsi so veliko povedali, lahko sedimo ure in ure in govorimo o tem, Edi je enostavno res bil odličen soigralec, zelo dober, odličen kolega, za tebe je zmer vse naredil, na koncu ta slogan, ki je bil, to, ki je Žikica rekel, ta slogan te evropske ekipe ali pa teh v tistem obdobju, vsi za enega in za vse, nas je dejansko krasil in Edi bil sigurno vodja tega in kle ni kaj, kle se pravim, lahko govorimo ure in ure, ampak ja, Edi je en in bo vedno ostal en in edini. Torej, pri svojem delu se ga kdaj spomniš? Ti je ostalo veliko takega za vzor, morda, da se ravnaš potem, aha, to je počel pa tako Edi. No, malo se lahko ne smejal, imel je veliko stvari, ki bi jih lahko vzel, ne, ali pa mogoče nekatere niso za televizijo. Tako da ja, tako kot sem že prej omenil, no, bil je dejansko vzor, kar se tiče samega dela, v bistvu na rekovajih poškodbe, ne, on ni bil nikoli v narekovaju poškodovan, ne. Karkoli se njemu zgodil, tako kot je tudi prej Žikica rekel, že en mesec pa pol nazaj nekaj tasga, ko je imel infarkt, je v bistvu že naslednji dan spet na nogah na delovnem mestu in kot je rekel, vse je okej, ne. In to je bil on. Kakšen je bil? Kjerakoli poškodba, karkoli se je zgodil, mogoče je kakšen trening spustil za tega, tekme pa nobene. Tako da to je bilo res nekaj fascinantnega pri njemu, diagnoze razne, od zloma do poka mišic in tako naprej, ampak ko je prišla tekma, tega ni bilo. Tega ni bilo v bistvu, če bi še takrat na rentgen, najbrž tisti dan bi vse zginilo, kaj jaz ne vem, kako je to. Tako da, ja, enostavno je bil je. Zelo boleči trenutki so, presekalo nas je vse, kot je dejal Dejan Perič. Danes, ko sva govorila, pravi, da je že en teden hodi po svetu, kot ga polovica manjka. Pa vendar v takih najbolj žalostnih trenutkih se radi spomnimo česa lepega. Ponavadi nas te lepe stvari toliko bolijo, ker smo jih skupaj preživeli, pa vemo, da jih ne bomo mogli. In vem, da
Vi trije skupaj z vso preostalo ekipo, skupaj z našim Edijem na čelu ste imeli veliko, veliko takih lepih trenutkov, kot je dejal Uroš. Nekateri niso za televizijo, pa vendarle, kakšni pa so? Pa lahko morda kar Marko za začetek. Naj povem, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, Marko je imel celo predlog in ta predlog bomo uresničili čez 14 dni v Celju, da bo ta ekipa, se pravi prvaki Lige prvakov, ponovno zapela tisto znamenito Perketovo pesem z sprejema pred Zlatorogom, ampak z malce prirejenim besedilom v spomin našemu Ediju. Izvoli, Marko. Da bom pa mogel malo čakati, ne? Ampak bo šlo. Zdaj bomo šli na te bolj vesele trenutke. Tako. Jaz se sigurno se spomnim, ne, ko smo vedno, ko smo v četrtki smo imeli treninge v Zlatorogu, ne, in to Miro Požun je pač imel treninge, ali če je bilo v Celju, je bil nogomet, ne, prej sem se zmotil, v Laškem, te Lilije, takrat je bilo pa košarka, ne, in na to je, kad smo bili, se pravi, jaz, Perke pa Edo, ne, se pravi, Edo ima tako trdo roko za košarko, ampak bil je res nepopustljiv borec, ne, se pravi, to je bilo, to smo igrali na nož, ne, se pravi, to so bili taki favli, ko mogoče letos, po tem času jih niti na rokometu, niko smo imeli take favle na košarki in to so borbe. Pa tudi ta trojka, ko smo pa pri Mirotu, smo zelo veliki igrali te igre 3-3, ne, in jaz sem imel spet, ne, pač tek smo bili, Pivot pa 2 krila, smo bila skupaj, jaz, Edo pa Žikica, smo igrali proti tem tam mladim, ko so bili, in jaz vem, da niso mogli nikoli se nas obraniti, ker ko Edo je začel, potem sem jaz dal sam žogo naprej, ne tak dober ko Uroš, ampak sem ga dal še nekaj naprej, potem je pa Žikica tam na drugi strani realiziral in je res, se pravi, teh trenutkov, to so v bistvu deti na igrišče, drugače pa po vsaki zmagi, ne, pa recimo tudi resne dneve smo skupaj praznovali, takrat je Perke je uvedel to, da smo dobili vsi kravate, ne, se pravi, in pol je bilo že rojstvo nekaterih otrok, to so pa sploh pa ne govorimo takrat, ko smo Ligo prvakov. Edi je oba otroka dobil v Celju. Ja, res je. A ne pa isto, ko sem rekel to pa, ko smo pa osvojili Ligo prvakov, ko nas je pričakalo 20,000 ljudi pred Zlatorogom, to je pa tek nepozabno, pa polno slavilo v križišču, pred županovo hišo, ne, vse skupaj, to pa res, ne. To so pa taki trenutki, ki pa spet ne kurja koža, težko, če se bo kdaj ponovili. Ne morejo se ponoviti, pa kot je Edi dejal, ekipa, ki doseže takšne uspehe, ostane povezana za vse življenje, kaj ne? Ja, res je. Gregor, nekaj tvojih, morda malce bolj svetlih spominov? Ja, mislim, da kar se športne plati smo skoraj vse povedali o Ediju. Kot zanimivost pa lahko povem, da tudi po treningih smo tisto sezono se dosti združili tako v garderobi kot izven nje. In po enem treningu, mislim, da je tudi Uroš bil zraven, smo kar dosti soigralcev smo začeli gledati neke televizije, da bi nabavili nove. To je Edi iz svojega mesta poslušal in pol mislim, da takrat so prišle te nove, malo večje televizije, kot so bile takrat, Diagonala 82, nekaj takega. In pol je bil to tudi problem, kam bomo to televizijo postavili, ne. In naslednji dan, ko prijem na trening, reče Edi, po treningu gre z menoj domov, ne. Nisem vedel, zakaj, prijem v stanovanje in je rekel, ta regal za televizijo je tvoj, lahko si ga odpelješ domov, da boš imel za to novo televizijo. In še res, ta regal še vedno stoji v moji sobi, v domači hiši in prav zdaj med prazniki, ko sem bil doma, sem pogledal, sicer televizije ni na njem, ta regal pa zdaj krasi roža moje mame. Lepo. Ampak bo pa zavedno ostal nek spomin na Edi. Lep spomin in prisrčen, zelo ganljiv. Uroš, imaš ti kakšen takšen spomin, ki ga lahko pred kamerami povemo? Ja, se v bistvu se sta že oba, i Marko i Rogi sta pojela. Mislim, dejansko sploh Edi je imel rad, kar sem tudi jaz, bom rekel, v svojem cajtu oboževal, tudi kave. Tako da smo jim sploh pred treningom v bistvu, si v bistvu vedel, kje ga boš dobil, no.
v lokalu pred dvorano. V bistvu se nismo nikoli nič dogovarjali, bomo ne, ampak enostavno tam smo bili, tam se je vedeli pol ure ali pa ne vem, 45 minut, 1 uro pred treningom tam in to je to, ne, tako da, in pa pred tekom tudi, tako da v bistvu smo bolj tam glave skupaj tišali, če lahko tako rečem, in ja, tudi njena zanimivost je bila, da Edi nikoli ni nosil neke torbice, ne, izmer je imel uno škatlico, telefon, denarnico v roki, to je imel izmer tako da, ja, se pravi, no, kaj ne rečemo, v glavnem tisto leto sploh je bilo, res je bilo pestro, zanimivo, niso bili samo treningi, družili smo se in pred in po, sploh, kot ste že omenila, rojstni dnevi, tudi če ni bilo nič, smo mi neki razlog najdeli, smo sedeli v garderobi še kar nekaj časa, tako da, kar se mi zdi, da je danes res nepojemljivo, ne, na koncu te naše mlade generacije. Pa tudi, potem jaz sem se še enkrat vrnil v Celje, 2009, 2010, kjer je bil še zmer tukaj in v bistvu, ja, kot da sva včeraj šla narazen, v bistvu. Enostavno je bilo spet vse isto, tako da tudi v zadnjem času so se kar dosti slišala, tudi ko je on postal direktor v Meško Brest, je hotel, da bi jaz tja prišel. Enostavno jaz v tistem trenutku nisem mogel, potem pa kar on prevzel, ne. V bistvu je bil on trener, tako da, ja. Morda za konec kakšno osebno misel, sporočilo Ediju, jaz za Maurico, da gremo kar po vrsti Marko, pa potem do selektorja, da on zaokroži to zgodbo. Ja, moram reči, da sem imel veliko čast, da sem delil garderobo z Edijem, in od njega sem se res veliko naučil. Še enkrat, kot sem rekel, predvsem, tudi jaz sem tak, da bolj malo govorim, pa več delam, on je bil pa tudi tak. In pred njem se je res poznalo, da ni bilo umika, ni bilo predaje in vedno je vse stvari delal ne 120%, ampak 150%. Zato je pa tudi zelo nenavadno, da je prvi od nas šel, se pravi, ker je pač res s takim tempom živel, da je pa mogoče se je zadeva prej iztekla. In jaz vem, da tam nekje od zgoraj igra špico na 5-1, pa kuca s krila, tako je znal vedno te čut mimo glave in sigurno se še bomo enkrat srečali. Vse gotovo. Gregor? Ja, tudi jaz bom sigurno ohranil lepe spomine na njega. Vse nasvete, ki smo jih dobili od njega, bil je sinonim za borbo, pri njem ni bilo predaje, pa ni važno za kater šport, ali je to bilo odgrevanje, ali glavni trening, tekma, tako da ostali bojo samo lepi spomini na njega. Naj počiva v miru. Uroš? Mislim, jaz bom samo to rekel, da sigurno zdajle, ko bomo tole oddajo, da sigurno nek sedi v enem kafiču, ima prižgan en cigaretek, en espresso in nas gleda, bom rekel, z nasmeškom, čeprav on se res ni veliko tudi smejal drugače, ampak sigurno tam za Maurico je trenutno srečen, verjamem to in tako, kot so rekli, ne počiva v miru in ni kaj, vstal bo sigurno del nas ali pa del vsakega posameznika in ampak ja, to zdaj ni več tema, ampak ne, se pravi še enkrat, Edi, čuvaj se, počivaj v miru in se vidimo enkrat ob drugi priliki. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, Edi je bil pokopan 4. julija v njegovem rojstnem Krasnodarju. Hvaležni smo, da smo ga poznali, da je bil del naših življenj, da smo imeli to čast, da smo lahko bili blizu takšnemu človeku in takšnemu igralcu. Naj izkoristim priložnost in vas vse ljudno povabim. 25. aprila, ko pripravljamo prvo polfinalno tekmo v Celju, pripravljamo tudi uradno večje slovo od našega Edija. Pridite, napolnite naš Zlatorog, bodite z nami, ko bomo
se poklonili spominu dejansko enemu največjih, kar jih je bilo v celjskem rokometnem klubu. Oddajo pa bom zaključila z eno bolečo zadevo za vse nas. Predvajali bomo posnetek Edija, eno njegovih zadnjih javljanj, uradnih, v Celje, ko je čestital 20. obletnico vašega velikega dogodka. Dragi Celjani, dragi Florijani, dragi ljubitelji celjskega rokometa, lepo vas pozdravljam v tistem lepem dnevu. Mi smo z vami skupaj dolg časa sanjali, da bomo na vrhu Evrope. In 10 let nazaj nam je uspelo skupaj z vami, da se uvrstimo na ta vrh. Jaz z veseljem bi želel, da bom ta dan skupaj z vami veselil in praznoval, ampak službeno ne morem. Vas lepo pozdravljam, vam želim veliko uspehov celjskemu rokometu, da bo zmerom prvak. V mojem srcu to je najboljši klub in Florijani navijači, najboljši navijači na svijetu. Hvala za pozornost. Lahko noč. Edi.